Dobro jutro in pozdravljeni. Današnje vprašanja sprejemamo kar takoj, in sicer zato, ker bo tema tista, ki nas vse zelo zanima. To je tako imenovani mega zakon, ki ga pripravlja vlada, res je obsežen, in zato sem zelo vesela, da sta z nami danes Žiga Vižentin, svetovalec upravi Pokojninske družbe A in sopredsedujoči naši finančni komisiji, in Tomaž Čat, odvetnik in partner v odvetniški pisarni Čat in partnerji. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Živjo, pozdravljena. Torej, vprašanj bo kar nekaj, sem prepričana, in seveda jih imamo tudi mi številne že pripravljene. Predvsem pa morda najprej, Žiga, Tomaž, zakon, ki je danes v razpravi in ki je bil pripravljen, je zelo, zelo obsežen. Sta presenečena nad to obsežnostjo in pravzaprav kar zelo konkretnostjo vsega, kar je vlada oziroma skupina, Lahovnikova skupina pripravila. Morda najprej k tebi, Žiga. Žiga, bi te pa prosila samo, če se še priključiš svoj mikrofonček, takole. Tako je, seveda. Lep pozdrav vsem, ker me prvič niste slišali. Tako ja, v bistvu paket je zelo obsežen, pokriva zelo veliko različnih področij, dotika se različnih zakonov, različnih področij zakonodaje, od gospodarstva do posameznikov, do ribolova, do kmetov, tako da mislim, da je treba skupino, ki ga je delala, pohvaliti, ker je v kratkem času za moje pojme naredila obsežen zakonodajni paket, ki pokrije večino prizadetih področij. Tomaž, kaj to pravno pomeni, tako obsežen zakon, in seveda že kar gremo k prvemu vprašanju, kdaj naj bi bil ta interventni zakon sprejet? Ja, jaz se strinjam z Žigo, da je zakon res izjemno obsežen, in ko samo bereš, bi rekel, obrazložitev v uvodnih besedah pisateljev zakona, vidiš na podlagi, koliko nekih odredb in uredb je bil pravzaprav sprejet, in jaz mislim, da je bilo narejeno res obsežno delo in jim je za čestitati. Zakon naj bi bil v obravnavi jutri, kot sem jaz pravilno seznanjen, po hitrem postopku, in seveda je pričakovati tudi določene pripombe s strani opozicije. Če smo malo spremljali medije, dejansko nekaj je, bi rekel, zadev, pri katerih ni popolnega soglasja, vendar sem mnenja, da zaradi situacije, kakršna je, bo zadeva pravzaprav sprejeta v zelo kratkem času. Treba je upoštevati seveda potem tiste zakonske roke, objava, razglasitev, tako da začel bo veljati verjetno tam nekje okrog 10. aprila, takšna je moja ocena. Tomaž, morda samo še obrazložitev za vse tiste, ki nismo iz pravne stroke, sprejet po hitrem postopku, kaj to pomeni? Ali torej recimo tudi Državni svet nima možnosti veta, kaj pomeni po hitrem postopku? Državni svet se je možnosti veta že odpovedal, ko je bil sprejet prvi paket ukrepov, ta zdaj že velja z 29. Enako velja tudi za ta zakon, kar pomeni, da bo pač Državni zbor dal zadevo, objavil z upoštevanjem 8-dnevnega roka. Predsednik ga je prvi paket zakona objavil isti dan, pričel je veljati naslednji dan. Tako da to je ta hitrost, recimo nekih 10 dni, no, pravzaprav računamo lahko. Torej nekje okoli 10. aprila. Žiga, kar nekaj lahko vidimo stopenj tega, kako si je pravzaprav ta krizna interventna skupina zamislila, in verjetno gospodarstvo se lahko strinjamo z načinom, kako so se lotili stvari. Prvi paket je pravzaprav namenjen ohranjanju delovnih mest oziroma še bolj natančno pomoči ljudem. Nam lahko morda nekoliko bolj orišeš, kaj je tistega, kar meniš, da je tukaj pozitivnega, in ali bi želel še kaj opozoriti na kakšno od stvari, ki morda manjka? Tako, jaz bi rekel, v tem prvem delu, ki je tudi, se mi zdi, najbolj kritičen, sta v bistvu dva. Direktno pomagati ljudem, se pravi fizičnim osebam, bi tako rekel, ali pa samozaposlenim z nekim dodatkom.
in pa v bistvu pomagati gospodarstvu, da bo čim več zaposlenih ohranilo delovna mesta, se pravi, da tudi oni ne bodo prišli v to težko situacijo, ko je prva skupina. Tako da mogoče v tem prvem paketu, ki je namenjen za ohranjanje delovnih mest, je najmočnejši ukrep sofinanciranje nadomestila za čakanje zaposlenih. Se pravi, država bo krila 80% tega stroška, se pravi, da je nekako namen tega ukrepa, da podjetja čim manj zaposlenih zdaj odpustijo, če rečemo čisto konkretno, jih dajo, če imajo seveda tako situacijo, na čakanje in jih potem po koncu te krize vzamejo nazaj v zaposlitev. Tako da država lahko rečemo, da bo tukaj prevzela večino tega stroška, ki drugače večinoma odpade na delodajalca. Poleg tega bo pa tudi država krila vse prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in pa za zdravstveno blagajno. To je pomembno iz dveh vidikov. Prvič, ne samo, da bo oprostitev prispevkov za delodajalca, se pravi, bo imel nižji strošek, ampak bo tudi država prevzela plačilo tega, kar pomeni, da pravice iz tega ostanejo ohranjene, se pravi, višine pokojnin, pokojninska osnova, seveda zdravstveno zavarovanje, vse to se ohranja. Tako da mislim, da v tem prvem delu, ki je namenjen za ohranjanje delovnih mest, sta te dva ukrepa najbolj pomembna. Se pravi, financiranje večini nadomestila in pa v bistvu plačilo vseh prispevkov s strani države in pa tudi plačila bolnišk bo krila v celoti država. Tukaj lahko morda, Tomaž, prosimo za nekaj pojasnil, in sicer seveda se postavlja vprašanje, od kdaj bo to stopilo v veljavo. Ali je torej to 3-mesečni rok, oziroma si lahko delodajalec sam izbere, ali gre to od marca in potem 3 mesece, ali stopi v veljavo od dneva sprejetja zakona, kdaj pravzaprav lahko začnemo delodajalci uveljavljati te določbe? Ja, zdaj specifika je v tem, da nekateri delodajalci so že v času, ko so slutili, da se bo epidemija razširila tudi v Slovenijo, pohiteli z ukrepi. In potrebno je vedeti, da so bile reakcije zelo različne. Prišlo je do relativno množičnega zapiranja SP-jev, potem je prišlo tudi do recimo nekaterih odpuščanj iz poslovnih razlogov, pa tudi do malce atipičnih prenehanj delovnih razmerij, kot so recimo sporazumi brez odpravnin, brez nadomestil. Tega je bilo nekaj v turizmu, to smo lahko brali. Tako da reakcije so bile različne in seveda nekateri ljudje so tudi že na čakanju še pred uveljavitvijo te zakonodaje. Tako da v tem smislu je zakon skušal zajeti vse skupaj in je delno, da tako rečem, za te ljudi, ki so ostali brez določenih nadomestil oziroma pravic še pred uveljavitvijo zakona, je zakon retroaktiven. Sicer pa bo veljal od 1. aprila dalje za 2 meseca do konca meseca maja z možnostjo podaljšanja, kolikor se pač epidemija ne bo prej končala. Tako da imamo delno tudi retroaktivnost in skušamo pokriti pač dejansko tudi te ranljive skupine. Ampak marsikdo pa je komentiral, da če po tem obdobju še 6 mesecev ne moreš odpustiti oziroma prenehati delovnega razmerja zaposlenim, je pa lahko to velik izziv, kajti tukaj verjetno ne gre za to, da si to delodajalci želijo, ampak pravzaprav so k temu primorani. Kako je s to določbo? Ta določba v drugem paketu, tem velikem korona paketu, naj ne bi bila več vsebovana. Bomo videli seveda, kako bo razprava potekala v parlamentu, vendar tega pogoja ni več. To je bilo v prvem zakonu, ki je začel veljati 29. Morda, Žiga, ali se je zate bilo presenečenje, na kakšen način in kako obsežno, to smo že rekli, da je zelo obsežen zakon, pa vendarle vidimo tudi nekaj nezadovoljstva, zakaj naprimer namesto 80% ni 100% nadomestila, ampak tukaj je verjetno potrebno tudi biti realen in povedati, da sredstva, tudi državna, so omejena in da tukaj bo potrebno verjetno zelo smiselno pomagati. Kakšen je tvoj pogled na to? Ja, tudi sam sem zapazil dosti komentarjev na to temo. Mogoče generalno se vsi strinjamo, da so ukrepi težki skoraj 3 milijarde. To je veliko, tega še po osamosvojitvi Slovenije ni bilo pomočnega paketa pomoči države, gospodarstvu in posameznikom. Tako da
gre za močne ukrepe, moramo pa vedeti, da so vsa sredstva omejena in tudi država bo imela v prihodnje veliko izzivov, lahko je padec BDP-ja, padec prihodkov od davkov, tako da nekako vsega 100% pač država ne bo mogla kriti, je mogoče zelo za nekoga, ki je v tej situaciji, zelo krivično govoriti, kje je meja oziroma kje jo postaviti, ali kriti 80% ali 90%. Jaz mislim, da so tudi pripravljalci v tej skupini, so tudi ljudje iz gospodarstva, iz različnih vej, zelo tehtali, če imaš na razpolago nek budžet, pa vemo, da najprej bil 2 milijarde, so ga še na 3 povečali. Jaz mislim, da se je pač lovilo neko ravnotežje, ker moramo vedeti, na eni strani je treba pomagati SP-jem, na eni upokojencem, na eni sofinancira čakanja, da se je pač probalo verjetno iskati kompromis v največji možni meri, vse blagajne, tudi državna, so omejena, to bomo vsi mogli tudi vrniti. In mislim, da se pravo delo šele začne čez pol leta, čez leto, kako bomo vsa podjetja preživeli naprej. In ravno s tem povezano tudi, Tomaž, tudi Marko Hozjan, pozdravljen Marko, nam zastavlja vprašanje, da se mu zdi, da je vse zelo povezano, vse določbe z drobnim tiskom. Tako da, kaj je tisto, kar morajo biti v zvezi s tem podjetja zdaj še zlasti pozorna, na kaj morajo paziti, da se dejansko ne bodo uveljavljali določenih pravic, kjer se potem lahko zgodi tisti drobni tisk? Drži, drobnega tiska je pravzaprav veliko. Že samo v gradivu pripravljalnem za zakon, ki je šlo v parlament, je 82 strani in težko se je pravzaprav prebiti skozi celotno to gradivo v 24 urah. Tako da je pred poslanci izjemno težko delo. Jaz bi opozoril na naslednje. Dejansko, tako kot je rekel Žiga, država se je potrudila, da bo skušala omiliti v največji možni meri posledice tega dogodka, te epidemije, v celoti pa ne bo mogla tega narediti. Potrebno bo biti zelo pozoren prvič na to, v kakšnih rokih, ki so določeni v zakonu, bomo morali delodajalci in delojemalci uveljavljati svoje pravice. Teh rokov je kar nekaj, potem kje bomo to mogli delati, nekaj bo na Zavodu za zaposlovanje, nekaj bo na FURS-u, popolnoma vsa pravila še niso znana. FURS bo moral narediti eno celo serijo novih obrazcev, na katerih se bodo te zadeve prijavljale. Potem seveda bo treba biti pozoren na izpolnjevanje ekonomskih kriterijev. Se pravi, recimo, eden od takih je, da se ti je promet v mesecu marcu znižal za toliko odstotkov vis-a-vis meseca februarja in nadalje v aprilu in maju. Možnost bo seveda potem tudi naknadnega preverjanja upravičenosti do pomoči, ki jo bo država dala. Zadeva gre po principu, kdor hitro da, dvakrat da, vendar država si je zadržala varovalke, da bo lahko te zadeve naknadno preverjala. In te zadeve se bodo vlekle seveda potem tudi v poslovno leto 2021. Gre tudi za odlaganje akontacij davka na dohodek od pravnih oseb in dobička od dejavnosti. In s tem se bomo ukvarjali še lep čas, tako da ni to samo od danes do jutri, ampak je nek daljši proces, ki nas bo pravzaprav sledil, jaz mislim, kar do konca leta 2021. In ravno to, kar si omenjal, Tomaž, morda še Žiga k tebi, 20% znižanje prihodkov je tisto, ki pravzaprav zagotavlja potem tudi ta povračila, vsaj tako je predvideno. Ampak ali se lahko že takoj pokaže ta 20% upad oziroma na kakšen način misliš, da bo lahko pravzaprav podjetje uveljavljalo to znižanje prihodkov? Ja, zdaj velja ta kriterij, ki ga je Tomaž izpostavil, 20% upad v prvem polletju. Zdaj, mejo je nekje, da bo treba postaviti vedno in nehvaležno, kje jo postaviš. Videli smo tudi iz komentarjev, je nekdo vprašal, da za nekako rastoča podjetja, ki so pa do zdaj rasla, pa v bistvu to ne bo prišlo v upoštev. Ja, se strinjam. Jaz mislim, da je ravno tudi na tem, da tisti izpostavijo to
in tudi mislim, da ko bo zakon sprejet, se bo lahko še z amandmaji tudi dopolnil, če se bo izkazalo, da se v hitrosti kakšna stvar spregleda, ne. Tako da jaz mislim, da je tukaj potem tudi na predskupnosti, da komentira, da daje povratno informacijo, pa Tomaž zelo dobro rekel, kdo hitro da, dvakrat da, ne, in jaz mislim, da moramo biti pripravljeni v tej začetni fazi spregledati, bom rekel, kakšne malenkosti, jih seveda izraziti, da se bodo tudi kasneje dopolnile, ker verjetno je pa vsem v interesu, da je pomoč čim prej, ne, ker bo se mi zdi ravno v tem hitrosti glavni izziv. In tukaj ravno vprašanje tudi rokov, ki smo ga dobili vsi skupaj, in sicer 8 dni da bi bil tisti rok, po katerem je potrebno prijavljati. In zdaj vprašanje našega gledalca, gledalke, ali je to potrebno narediti res v tem času, ali je bolje počakati na ta mega zakon, ki ga zdaj vsi čakamo, kako je z upoštevanjem in nezamujanjem rokov? Ja, jaz sem ravno včeraj zvečer sem skušal malo testirati na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in dejansko obrazca še nisem našel. Če slučajno že je, naj mi bo oproščeno, ampak nekako mislim, da še ni pripravljen. Tako da jaz sem nekako na stališču, kot sem recimo poslušal davčnega svetovalca gospoda Simiča, da je vendarle treba počakati na to, da bo zakon sprejet in objavljen in da potem bomo v bistvu točno vedeli, pri čem smo. Ta trenutek smo še v fazi predloga, ki bo v obravnavi in zdaj napovedovati je mogoče malo prezgodaj. Ko pa bo zakon enkrat veljal po objavi, takrat nam bo vse jasno in od takrat bodo tudi roki tekli. Tako da zaenkrat ni panike, vem, da ljudi mogoče malo mede ta 8-dnevni rok, ki je predpisan od takrat, ko so šli ljudje na čakanje, ampak dajmo počakati, da bo zakon sprejet. Ni nobenih zamud še ta trenutek. Torej ni potrebno zdaj le še nobene nuje. Sprašuje pa Andreja, kje se v tem zakonu najdejo espeji, ki zaposlujejo. Torej, a je tukaj morda tudi za te, ki pa zaposlujejo še vedno kaj, kjer lahko dobijo tudi pomoč? Torej, jaz sem konkretno tudi tak primer pravzaprav. Ja, v prvem zakonu, ki velja, smo padli ven, če smem tako reči, ne. Zdaj, rečeno je bilo, da ta drugi zakon upošteva vse kategorije samozaposlenih, izrecno tudi recimo navaja družbenike, ki so poslovodne osebe v gospodarskih družbah, verske uslužbence, kmete in podobno. Tako da jaz mislim, da je ta omejitev šla ven. Sigurno bo pa to še kdo izpostavil tudi v debati v parlamentu in mislim, da tudi samozaposleni, ki zaposlujejo, so upravičeni. Seveda je pa tukaj jasno ta finančni del, ne, spet ta zmanjšanje prihodkov. Tukaj bo treba biti zelo, zelo, bi rekel, z roko v roki z računovodskimi oziroma davčnimi svetovalci, da ne boš potem presegel nekih prihodkov in bi rekel, bil prisiljen potem vračati ali pa morda celo plačati kakšno globo, ne, če si dobil to pomoč. Kdaj lahko pričakujejo delodajalci povračilo subvencij? Se o tem že kaj govori? Žiga, Tomaž, imate kakšne podatke? To je tudi vprašanje, ki smo ga dobili. Povračila subvencij nadomestila za zaposlene. Tako, ja. Jaz mislim, da so v predlogu zakona je povračilo odvisno, kdaj jo bo vložil delodajalec. Se pravi, da so predvidenih par časovnih okvirov in je prav datum, ko si lahko vsak prebere v zakonu, če boste vložili na pamet do 15.4., boste dobili povrnjeno, mislim, da so roki kar kratki, potem kdaj bo dobil delodajalec. Tako da zaenkrat je v zakonu so predvidena časovna okna, kdaj bojo vlagali oni to vlogo in potem v bistvu kdaj bojo dobili tudi to nazaj. Tako da mislim, da so kar kratki in razumni. Je pa tako, kot je rekel tudi Tomaž, treba počakati, ker obrazci še niso narejeni, nekaj bo treba vloge vdajati na FURS, nekaj za Zavod za zaposlovanje, tako da zagotovo se bodo te službe probale čim prej prilagoditi. Je pa seveda to glede na volumen, ki se pričakuje, treba vedeti, da v dneh je to težko izvedljivo. Artjom nas sprašuje, kateri so še tisti zakoni, ki so predvideni. Seveda bomo tukaj malce špekulirali, nekaj pa seveda izbrali iz tega, kar je zdaj v etru in tudi v medijih.
Ampak vendarle, če smo rekli, da je prvi del bolj usmerjen na zaposlene, zadrževanje pravzaprav delovnih mest in pa seveda tudi na prebivalstvo, se pa, kot slišimo, pripravljajo tudi zakoni, ki so bolj namenjeni tudi likvidnosti in pravzaprav delovanju in poslovanju podjetij, ki seveda potem posledično omogočajo tudi blaginjo za vse skupaj. Morda v tem, Žiga, kaj je tisto, kar meniš, da je zelo pomembno v pripravi in kaj je tisto, kar bi si gospodarstvo želelo? Vlada je omenjala, da se bo pripravil tako imenovan likvidnostni top, ki naj bi pač podjetjem pomagal zagotavljati likvidnost. Zdaj podrobneje, to bo tretji paket, ne. Prvi je bil že sprejet, zdaj v obravnavi drugi zakon, to ne bi prišlo pa v tretjem. Ta, kot jaz razumem, ne bi imel dva namena. Prvi je zagotavljati likvidnost, kar ne bi delala SID banka, je bilo omenjeno, drugi del je pa odkup terjatev, ki pa ne bi ga verjetno delal DUTB, in v bistvu to sta, se pravi odkup terjatev in pa zagotavljanje likvidnosti. To bo ključno, da bodo podjetja preživela v naslednjem polletju oziroma do konca leta. Tako da ta paket pa mislim, da več kot to dejansko ni znanega, se meni. Morda tukaj, Tomaž, vprašanje zate, kako je glede izterjave? Vemo, da bo zdaj verjetno nastopila večja finančna nedisciplina, da bo marsikakšno podjetje imelo težavo z likvidnostjo in ravno to je vprašanje izterjav in na koga pravzaprav se bodo lahko podjetja obračala, ali so te poroštvene sheme, tako kot je omenjal že Žiga, nekako predvidene in kaj bi bilo po tvojem mnenju najbolje pravzaprav na kakšen način zastaviti ta poroštva? Ja, zdaj celo sam predlog tega drugega mega zakona ima neke rešitve in sicer v smislu, da tisto, kar bomo državljani, podjetniki, podjetja lahko dobili iz naslova tega 3 milijardnega paketa, to ne bo moglo biti predmet izvršbe. Recimo, to je ena taka omejitev. Drugo je seveda ta trenutek je zaustavljen, če smem tako reči, praktično celotno delovanje sodnega sistema. Izvršilne zadeve ne sodijo med nujne zadeve, to je, bi rekel, pravilna klasifikacija in v tem trenutku tudi, če bi vlagali izvršbe, pač zadeve stojijo do 1. junija. Sicer pa, ko se bo kriza končala in če bo nelikvidnost v gospodarstvu velika, kar smo že doživeli ob veliki gospodarski krizi, se bo seveda stanje lahko poslabševalo in pričakovati je, da bo prišlo tudi do povečanja števila stečajnih postopkov, tako osebnih stečajev kot stečajev gospodarskih družb. Kajti dogaja se že danes, da pač dobivamo povečano število vprašanj na to temo. Kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da bi vlada v tem trenutku, ko ji bo uspelo spraviti skozi proces ta drugi paket zakonov, se nemudoma lotila tudi tretjega paketa in na dovolj transparenten način gospodarstvu pojasnila, kakšne bodo te sheme. Predvsem se mi zdi problematično oziroma zelo je pomembno, da bodo zelo jasni pogoji pri odkupovanjih terjatev. Namreč dobro vemo, da DUTB je bila ustanovljena za sanacijo bančnega sistema in to ni njeno osnovno poslanstvo. Zdaj, če se bo dodatno DUTB uporabil za reševanje posledic te epidemije, potem mislim, da bi morali biti pogoji zelo jasno dorečeni, da ne bo prihajalo do kakšnih pravzaprav špekulacij. Vemo, da v preteklosti ni bilo vse najlepše in smo imeli veliko pripomb na to zadevo. Tako da mislim, da gospodarstvo pričakuje tukaj zelo, zelo jasne kriterije, transparentnost in pravzaprav tudi količine denarja, ki bodo na voljo recimo preko SID banke za kreditiranje pač teh likvidnostnih težav. In tukaj morda vprašanje za oba, ali naj gre tukaj za kreditiranje, ali menite, da bi bilo smiselno, da podobno kot so recimo ameriške oblasti reševale ameriške banke, gre tudi za vstop, lastniški vstop in seveda potem oblikovanje
profesionalnih, če gledamo primer Poljske, profesionalnih skladov, ki to upravljajo in seveda zahtevajo tudi določen donos. Ali je torej lastniški vstop v podjetje tudi nekaj, kar se vam zdi, da bi lahko bilo smiselno? Morda najprej Žiga k tebi. Zanimiva rešitev. Morda ni toliko povezav z finančno krizo, ki je bila v Ameriki, tako da jaz mislim, da ta ukrep ne bi bil mogoče toliko primeren za trenutno situacijo, da bi bilo bolj primerno odkup terjatev pa financiranje likvidnosti. Zdaj, samo vstop v lastništvo je neka druga stvar, ki morda na tem mestu ne bi bila. Moramo vedeti, da bodo to podjetja različnih spektrov. Tam se je govorilo za banke, ki, ne bom rekel besedo banke, rabimo, se je vedelo, da bodo te banke potem šle nazaj v zasebno last. Če malo zdaj karikiram, verjetno ni v interesu države vstopati v, ne vem, gostinska podjetja, še bolj v določene sektorje, in to bo zelo razpršeno. A ima država kader, da bo to vse upravljala. Se pa govorimo za zelo povsem drugačno paleto podjetij, ki bodo imela težave, in se pač postavlja vprašanje, ali je sposobno tudi to kadrovsko obvladovati, ali bolje pustiti ljudem, ki zdaj že to delajo, verjetno sami najbolj poznajo rešitve za njihove težave in jim pač pomagati pri sofinanciranju. Država bo pa potem, ko bo odobravala ta posojila, že presodila, verjetno bo treba priložiti poslovne načrte, plane, kako si bodo pač rešili, ali je to realno, da bi oni prevzeli, to mislim, da je verjetno nerealno. Tomaž, tvoj pogled? Torej, moj pogled je tak, pravzaprav ob tem, da se država na nek način na določenih segmentih ekonomije celo trudi, da bi izstopila iz teh državnih lastniških okvirov, se mi zdi, da je morda bilo to mogoče malo v naglici, pravzaprav nedomišljena rešitev. Jaz se popolnoma strinjam z Žigo, mislim, da je odkupovanje terjatev pod jasnimi, transparentnimi pogoji pravzaprav tisto, kar je mogoče res najbolj realno. Država ima potem skozi, bi rekel, svoje inštitucije dovolj dobrih vzvodov, da lahko takšno financiranje natančno kontrolira, postavlja določene pogoje. Težko si pa pravzaprav predstavljam, da bi država lastniško vstopila v neko privatno firmo, ki bo pravzaprav zdaj tudi prizadeta recimo z nelikvidnostjo, s tem, da bo imela velike terjatve in tako naprej. Torej, mislim, da je rešitev tako malo nedomišljena, ta trenutek. Zdaj pa morda gremo kar k konkretnim vprašanjem. Andrejo zanima, glede na to, da ZUJF že velja, ali ga je potrebno upoštevati? Ja, jaz mislim, da v tem trenutku nimamo drugega kot to, da upoštevamo zakon, ki velja. Je pa ta gap, če smem tako reči, ker so predvidene njegove spremembe z drugim megapaketom, in kot sem že prej rekel, zaenkrat, če bi kdo želel že vlagati vloge na podlagi obstoječega zakona, naj to naredi. Še vedno bo te vloge možno dopolnjevati, spreminjati v skladu s pogoji spremenjenega drugega megapaketa. Prej smo že govorili o rokih, kdaj stopi v veljavo, pa vendarle Marko še enkrat sprašuje, ali velja to že za marčevske plače ali nastopi šele z aprilskimi ta prvi paket? Jaz mislim za prvi paket za marčevske plače. Zdaj berem tukaj vprašanje, pozdravljeni. V drugem odstavku 24. člena predloga je zapisano, da se delavec na zahtevo delodajalca vrne na delo do 7 zaporednih dni v tekočem letu. Kaj pa v primeru, da delavca na mesečni ravni potrebujejo več kot 7 dni in da ga morda potrebujejo vsak drugi dan? Kako je s tem, Tomaž? Ja, torej, treba je izhajati iz delovnopravne zakonodaje. Ker tudi drugi megapaket se pravzaprav pri višini nadomestila se sklicuje na zakon o delovnih razmerjih. Tako v bistvu gre za inštitut čakanja na delo, pri katerem mora biti delavec delodajalcu ves čas na voljo,
pravzaprav na poziv, če smem tako reči, ne, in če se pojavi potreba, da pač prideš delati, ne, se moraš temu tudi odzvati. Tako da jaz mislim, da je treba izhajati iz pač specialnega zakona o delovnih razmerjih in seveda delodajalec bi, torej, a veste, kje je tudi problem, ne? Jaz sem videl, da na spletu je prihajalo do ogromne količine nekih šimlov, kot rečemo mi pravniki, ne, po katerih so ljudje ekspresno, računovodski servisi so ekspresno pač to urejali, ne. Zakon pravzaprav je predvidel to kot izjemno situacijo, ki mora biti v bistvu na ekonomskih temeljih, se pravi upad prihodkov, pomanjkanje naročil in tako dalje, ne. In dejansko imam občutek, da so vsi s preveliko lahkoto izdajali te odredbe in ljudi pač napotovali na čakanje na delo, tako da jaz mislim, da ni nemogoče, če se ti pač čez noč zgodi, da imaš neko delo, pač se mora delavec temu odzvati, ne. In ni samo, bi rekel, zdaj razlog, pač epidemija je, in ne vem, si ne upamo priti nazaj, seveda so pa tudi takšne situacije, ne, ko nekateri ljudje dejansko imajo strah priti nazaj delati, ker je pač v veljavi pravzaprav popolna prepoved gibanja, da tako rečem, ne, in tukaj je veliko konkretnih situacij, ki bodo verjetno v neki bližnji prihodnosti lahko tudi generirale določene delovne spore. Upajmo, da tega ne bo veliko, ampak možnost pa je. O tem bomo še nekaj več rekli, morda še dve konkretni vprašanji. In sicer, če pa čakajo na izdajo drugega paketa proti korona zakona, ali lahko vendarle uveljavljajo že pravice za delavce na čakanju, ali velja to samo za 8 dni nazaj od oddaje vlog? Ja, zdaj, sicer klele piše, da da bi bilo možno uveljaviti najkasneje do 31. maja 2020, ne. Tako da mislim, da je ta 8-dnevni rok je bil pač predviden v prvem paketu in ni imel, bi rekel, v mislih, če smem tako reči, da bo prišlo tako hitro tudi do sprejemanja drugega paketa, ki bo delno povozil pač določila prvega zakona, ki zdaj velja. Moramo se zavedati, da res to tako izjemna situacija v tako kratkem časovnem obdobju, se pravi dajmo reči v 2 tednih, sprejeti 2 tako ogromna in v različne družbene pore in sisteme obsegajoča in posegajoča zakona je pravzaprav nekaj, kar se nam še nikoli ni zgodilo. Tako da popolnoma, bi rekel, decidiranih pravnih odgovorov v tem trenutku po moji oceni ni možno podajati. Sploh kot sem rekel tudi prej, ker še ni veliko niti teh obrazcev ni in tako naprej, ne. Tako da veliko nejasnosti. Velja to opozorilo, da pravzaprav poskušamo zdaj biti hitri, tudi v smislu, kdor da hitro, ne, večkrat da v tem pomenu tudi z nasveti, tako da je potrebno seveda počakati, da so zakoni veljavni, da so v uradnem listu in tako dalje. Komentar strani Jaka pozdravlja najprej, da je seveda zelo nesmiselno določanje na čakanju, kajti cilj mora biti, da čim prej se lahko in ko je le priložnost tudi vračajo, tako da mislim, da je potrebno tovrstne komentarje in tukaj Žiga bi se obrnila k tebi tudi zapisati in seveda je tudi finančna komisija MČM-a eden od možnih kanalov, kjer lahko sporočamo interventni pravzaprav skupini, kaj je tisto, kar si želi gospodarstvo in naj povem, da so zelo odprti za tovrstne predloge, zato mislim, da je smiselno, da če kdorkoli želi kakorkoli komentirati ali predlagati boljše rešitve, da se obrnete na eno od gospodarskih organizacij, seveda tudi MČM, kot rečeno, naša finančna in tudi investicijska komisija piše predloge in sodeluje z skupino, ki pripravlja zakone, zato če želite karkoli, se obrnite na eno od nas, mojih kolegic, na nas ali pa na predsedujoče komisiji. Žiga, tudi finančna komisija bo s svojimi predlogi poskušala izboljšati te zakone, zato da bodo bolj primerni in bolj v pomoč gospodarstvu.
Tako je, seveda, mi smo se ravno prejšnji teden sestali in smo v bistvu predstavniki zelo različnih podjetij v njej, ker tako kot se rekel, ta kriza ne bo prizadela samo enega sektorja, če je bila prejšnja bančna, pa se je potem prevalila bolj počasi v gospodarstvo, je ta naenkrat v 14 dnevih prizadela tak različen spekter podjetij, da tudi ukrepi, ki so predvideni, pa zelo težko naslovijo čisto vse situacije, od SP-ja do velikih gospodarskih družb. In zato je seveda tudi na ljudeh iz podjetij, da opozarjajo, recimo mi na komisiji, je nekdo iz proizvodnega podjetja izpostavil čisto neko drugo dilemo, kot jo ima nekdo drug. Tako da pač čim več ljudi nekako utemeljeno iz svojih sektorjev izpostavi. In jaz, kakor sem do zdaj bral odzive tudi teh pripravljalcev tega paketa, so bili zelo razumski, tudi kar se rokov tiče, mislim, da so bili nekako rečeno, da bo to lahko do konca maja vloženo, da je interes, pač da bojo podjetja to počrpala in da dejansko bo čim manjša izguba delovnih mest. Tako da mislim, da če je namen pravi in zaenkrat zgleda, da je, mislim, da tudi glede teh rokov ne bo skrbiti, da se bo prilagodilo, šlo na roko tej izjemni situaciji, kot je Tomaž odlično izpostavil. Med prvim paketom pa zdajšnjim je minil zelo malo časa, ampak razmere so pa zelo, zelo drugačne. In to se tudi morda Tomaž, hvala Žiga, morda Tomaž eno konkretno vprašanje še, kakšne možnosti imajo podjetja pri odrejanju čakanja, to zanima Nino, kajti zaenkrat je predvideno, da naj bi šlo za 3 mesece. Ali je možno, da odredijo za 14 dni in potem podaljšajo, če je potrebno, če ne, pa vendarle je to čakanje krajše? Torej, zakon o delovnih razmerjih določa, da je najdaljša doba čakanja na delo 6 mesecev. Tako da ne vidim nikakršne ovire, da ne dajo delavcev na čakanje tudi samo za 14 dni. To je odvisno od ekonomskega položaja subjekta, ki se odloči za tak ukrep, od nekih predvidevanj, ki vključujejo seveda zdaj tudi to državno subvencioniranje, tako da tukaj ni, bi rekel, pravila, odvisno od subjekta. Torej, zdaj smo se predvsem vrteli okoli gospodarskih ukrepov oziroma ukrepov, ki bodo po eni strani pomagala gospodarstvu, ki so še v pripravi, pa ukrepov, ki pomagajo že posameznikom in so nekako v sprejemanju oziroma so bili že sprejeti. Bi pa želela morda z vama še o temi, ki pa morda nas bolj moti, in sicer vprašanje poseganja v svoboščine. Seveda se vsi zelo strinjamo, da je zelo pomembno, da se širjenje virusa čim bolj omeji, pa vendarle se tudi pojavlja vprašanje, ali niso ti ukrepi, ki bodo policiji povečali tudi pristojnosti, tudi govore o vojski, o omejevanju gibanja po občinah, prestrogi, oziroma ali to že bistveno spreminja naše že pridobljene demokratične pravice. Morda najprej k tebi, Tomaž. Ja, zelo lepo si zaključila vprašanje. Torej, mislim, da smo družba, ki ima kar visok standard pridobljenih demokratičnih pravic, med katere sodijo seveda tudi te naše temeljne osebne svoboščine, in predlogi, kakor so podani, tako se tudi, bi rekel, tudi sliši in bere, bodo predmet pravzaprav mogoče največjega nesoglasja med vsemi deležniki, ki odločajo. Osebno sem mnenja, da pretiravati v teh posegih pravzaprav ne kaže, ker mislim, da so problem vidim tudi v tem, da se ti ukrepi pravzaprav lahko nekako podaljšujejo v neko obdobje, ker dejansko ne vemo, kdaj bo pravzaprav konec. Predvideva se, da bo to konec meseca maja, lahko se pa to zavleče še za 2 meseca. Poglejmo stanje v Italiji. In ko se enkrat pravzaprav, bi rekel, sistem navadi teh novih, bi rekel, pooblastil, in ljudje smo pa včasih malo, bi rekel,
tako malo ovce, no, če smem uporabiti malo neprijeten izraz, bi se potem mogoče spet tudi na to navadili, ne, ampak mislim, da kljub vsemu je to, kar je sedaj predlagano, pretirano. Mislim, da bi bilo potrebno iskati nekatere bolj uravnotežene ukrepe, ki sicer omogočajo več pooblastil organom, ki se res borijo in tukaj jim gre vsa zahvala za omejitev te krize, nikakor pa se ne bi mogel strinjati s tem, da nas sledijo pravzaprav na vsakem koraku. Če je že treba dati ljudi v izolacijo, potem jih skušajmo dati na neke res ločene lokacije, tako kot se je zdaj dobro izkazalo v primeru naših Slovencev, ki so se vračali iz tujine. Mislim, da je to odlična rešitev. Vedno se bo našel nek manjši hotel, kamor je možno nadomestiti 40-50 ljudi in jih imeti dejansko pod kontrolo, ne, kot pa to, da si stalno v nekem orwellovskem občutku, da ti sledijo na vsakem koraku. Torej, takšno je moje mnenje. Hvala, Tomaž. Žiga, kako pa ti gledaš na to? Če to čisto moje osebno mnenje, je nekako podobno. Ja. Mislim, da smo družba zasnovana na nekaterih pravicah, ki seveda se v izrednih časih lahko okrnijo, ne, ampak je zelo fina meja, kje in dokoliko oziroma kakšen vpliv na širjenje virusa to ima. Ne. Tako verjetno tudi zadnja omejitev gibanja, glede na to, da številke v Sloveniji smo lahko zelo veseli, da v bistvu počasi rastejo, ne, nismo v krivulji Italije, ne, da je mogoče ta zadnji ukrep malo pretiran. In enako kot je že Tomaž izpostavil, morda bo to naša nova realnost za naslednje leto, ne. Ali želimo v bistvu tako živeti naprej. Mogoče se moramo zavedati, da vsak ukrep, ki je danes začasen, bo mogoče postal bolj trajen, ne. In ja, mislim, da moramo bolj v tej luči presojati, kaj daje največji učinek in absolutno to narediti, ne. Zdaj, če tak ukrep omejevanja nima nekaj posebnega učinka, moramo vedeti, da po eni strani tudi vse malo omejuje gospodarstvo, ker nastopi nek strah, zaposleni zdaj sploh ne vejo, ali lahko gre v službo, dovolilnice izdaja. Ta stvar je zdaj še dodatno bremenila gospodarstvo. Policisti bojo mogli preverjati zdaj zaposlene iz občine v občino, morda imajo kakšno bolj nujno delo. Tukaj mislim, kam grejo omejeni resursi, ali je to najboljša poraba ljudi, njihovih ur, časa podjetja v tem času, mislim, da mogoče ni najbolj na mestu. Hvala tudi za te mnenji. Tomaž, hvala tudi tebi, ker vem, da je vaša odvetniška pisarna ponudila pravno pomoč, zelo dober vir informacije, tudi vaša spletna stran, tudi tvoji kolegi so pripravljeni pomagati z nasveti, tako da hvala lepa in za vse tudi zelo uporabna informacija, torej odvetniška pisarna Čad, poglejte si, zelo koristne stvari. In seveda hvala lepa tudi tebi, Žiga. Naj še enkrat povem, da kot sopredsedujoči komisiji tudi pričakuješ njihove oziroma naše komentarje in bomo seveda zelo veseli, če kdorkoli želi, da to komentirate. Ob tem pa hvala seveda tudi vsem našim članom, vsem vam, ki ste bili z nami in tudi patron članom za največjo podporo. Lepa hvala vsem. Hvala lepa.